Mogoče bi vas za začetek opozorila na letošnjo novost, to je prenovljena spletna stran, ki jo lahko vidite tudi na projekcijskem platnu. Kajti zamislili smo si, da bi bilo lepo, če bi lahko obiskovalci spletne strani prebirali poezijo, tudi vso arhivsko poezijo, in smo si zamislili aplikacijo za vse mobilne naprave, za pametne telefone, za tablice, ki se imenuje Stihoteka. Aplikacija pa se imenuje Stihotok. Sicer je, kot rečeno, to letos že 16. festival zapored. Na letošnji festival prihaja 27 pesnikov iz 19 držav z vsega sveta. Festival ima skoraj 60 dogodkov. Vsi dogodki festivala so brezplačni. Letošnja novost pa je še ena druga, in sicer, da letos namesto festivalskega zbornika, v katerem so zbrane vse pesmi festivalskih pesnikov in pesnic v originalu in v slovenskem prevodu, izdajamo posamične knjigice za vse pesnike. Torej imamo 18 knjižic, zbrane so v takih ličnih škatlicah, šubrih. Posebej veseli smo, da lahko letos pozdravimo na festivalu 5 pesnikov iz daljne Japonske. 3 dni bodo preživeli skupaj na Ptuju na prevajalskih delavnicah, katerih cilj je vzajemno prevajanje japonske poezije v slovenščino in obratno. Po večernih branjih se vsak večer zvrsti tudi koncert. Letošnje leto smo povabili na naš pesniški oder Zorana Predina, Mijo Žnidarič, skupino Damar, to je glasbeni projekt dramskega igralca Saše Tabakovića, v soboto pa Lolo Brigido. Kot vsako leto poprej bomo tudi letos v sodelovanju s Ptujsko knjižnico pripravljali vsak dan 1,5 do 2 uri pravljičnih uric, na katerih sodelujejo pravljičarji iz cele Slovenije, iz vseh slovenskih knjižnic. Letos sodeluje z nami 10 različnih vinarjev iz vinske regije Podravje in Prekmurje, ki bodo zopet vsak dan festivala po 7 uri dalje na Vrazovem trgu ponujali najboljša vina iz letnika, predvsem iz letnika 2011, za katerega se baje govori, da je letnik stoletja.